Drage moje punce, it's been a while. Evina, lepotilnica. Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica. Koliko sem jaz to komi čakala, da spet rečem. In tako dobro se počutim biti nazaj tukaj z vami. V glavnem, nikoli nisem planirala, da bi zginila z YouTubea za toliko časa, ampak v lifeu se zgodijo stvari, ki jih ne planiraš. In z leti sem se naučila kar malo prepustiti dogodkom. V današnjem videu bom v bistvu pojasnila, zakaj meni je bilo, kje sem bila, kaj sem počela in kakšni so moji plani z YouTubeom za prej. Ne vem točno, kje bi začela, ampak mogoče izlijam svojo dušo, svoje misli. Imam tudi malo odbornih točk tukaj na telefonu, ki je za mano, ampak najprej bi rada naredila en tak uvod, da dam to iz sebe. Skratka, nazadnje je bil YouTube filmček gor, če se ne motim, aprila. To je bilo po moji laserski operaciji oči. In takrat sem si vzela v bistvu eno tako pauzo, ker sem si mogla vzeti pauzo, ker laser oči, operacija, res na učkah, ni najboljše, da si potem preveč na računalniku, na telefonu in posledično sem dala YouTube malo ob strani, ker sem enostavno mogla oči zaceliti. In potem je to trajalo mesec, pa 2, pa 3, vse do 5 in zdaj sem rekla, zdaj pa dost, moram začeti, pogrešam vas. Tudi v bistvu ni nobenega posebnega razloga, da sem se zdaj vrnila, samo to, da je moja duša in moje telo in jaz sem hotela spet začeti nazaj ustvarjati. Pa prvo po vrsti. Torej, aprila sem imela lasersko operacijo oči, vzela sem si pauzo in potem me nekaj časa ni bilo. Mislila sem, da se bom vrnila že prej, ampak se je potem zgodila ena stvar, dajmo reči obdobje, zaradi katere jaz nisem mogla snemati. In potem so se stvari začele tako hitro dogajati, da je poletje šel tako, da mi mene. Zdaj, kaj je ta stvar bila? Kaj je to obdobje? V tem trenutku še ne morem govoriti, obljubim, da bom, ampak zdaj še ni pravi čas. In potem, takoj po tem v bistvu obdobju sva šla midva na Maldive. Vem, da boste rekli, čakaj, pa nisi bila ti januarja oziroma februarja na Maldivih, res je. Takrat v bistvu sva dobila dol tudi korono, veže me en tak sladko grenek priokus, ampak Maldivi so Maldivi in jaz sem že takrat si obljubila, da se bom vrnila. No in v bistvu, ko sva midva prvič sploh šla na Maldive, sva letalske karte sva kupila posebej, ker sva se takrat ravno selila v to novo stanovanje, pa sem rekla, veš kaj, Rale, preveč nama bo vzeli to časa, da bova midva to sama organizirala, Maldivi imajo 1000 otokov, kam, kako, kdaj, dajva tokrat izjemoma iti z agencijo. In to se je skazala za najboljšo možno izbiro, ker v bistvu sva naletela na Maldivčanko Aisho, ki je zdaj postala tudi najina prijateljica in ona nama je takrat vse organizirala, kam, kako, kaj. Midva sva samo plačala in to je bilo to. No in valjda pa smo se mi dobili, družili, šerali vtise in smo zdaj postali, kakor sem rekla, dobri prijatelji. In potem je šla ona po 2 letih spet na Maldive. In situacija se je tako obrnila, da naj jo v bistvu povabila zraven, ampak to delovno. Midva sva delala v bistvu to poletje za maldivske rezorte, plasova v najbolj luksuznih rezortih, oziroma obstajajo še bolj luksuzni, ampak res doživela sva tisti luksus. Hiške na vodi, te beach vile, podvodne restauracije, plavanje z morskimi psi, hranjenje morskih psov. Te prave Maldive, ki jih mogoče v prvem najinem potovanju nisva, čeprav so bili zelo lepi, ampak zdaj sva res doživela tisto, za kar se Maldivi držijo soznanje v svetu. In bilo je prelepo, bilo je sanjsko, bilo je tudi zelo naporno, zato ker morate vedeti, da midva sva, koliko sva bila, 14 dni ali 12 dni, zdaj se čisto točno ne spomnim, ampak zamenjala sva 12 letal. In to zna biti kar naporno, sploh če moraš ostati tudi ob 3 ali pa 4 zjutraj. Skratka, situacija je bila taka, da sva menjavala rezorte in jasno moraš zgodaj zjutraj vstati. In vedno je tako, da ko si ti na enem otoku, glih YouTube filmček snimam, kaj nujnega? A few moments later. Nataša me je zmotila, pride zdajle čez 15 minut do mene, ker imava About You live haul. Skratka, 15 minut če imamo, da poklepetamo, pa akcija naprej. Kje sem ostala? No ja, v Maldivih je vedno tako, da ko si ti na enem otoku, moraš iti vedno nazaj do pristanišča / letališča in potem na drug otok.
Lahko greš načeloma tudi iz enega otoka do drugega, ampak to pride res drago in se bolj splača, da bi pač midva sva šla nazaj in potem spet na nov rezort. In to je bil jasno iz otoka en let do tja, pa nov let na otok in tako pač 4-krat ali 5-krat, plus da so do Maldivov tja pa nazaj še 4 avioni, skratka naletela sta se, bilo je čarobno, bilo je lepo, bilo je izredno delovno, bilo je naporno, naredila sem vrhunski content, tudi agencija, ta, s katero sva delala, je bila res zadovoljna in imela sva res eno burno poletje. Sicer tokrat nisem snimala YouTube filmčka, ravno zato, ker sem enkrat že posnela Maldivi vlog za YouTube kanal. Je pa res, da sva tokrat imela čisto drugačno izkušnjo, ker sva bila v rezortih, jedla vrhunsko hrano. Recimo sam za primerjavo jet ski, ki sva ga pelala, pa to je bilo valjda vse v sklopu tega našega dogovora, ustvarjanja kontenta, tako jet ski na Maldivih 1 ura pride $420, tako da niso poceni, se pa da, sploh takole lokalno, kot se šla midva. In to je basically bilo najno poletje, če odštejem to obdobje, za katerega, evo, obljubam zdajle, da bom posnela YouTube filmček, ampak ne še zdaj. In pol je nastopil september, čakaj, zdaj moram pa že malo telefon vzeti v roke, ker je tukaj ni stvari, da ne bom kaj preskočila. Skratka, september, moj vitek astrološki. Jaz sem se septembra odločila, da si želim izpolniti eno željo, ki si jo ful želim in se vpisala na študij astrologije. Od vedno mi je bila astrologija izredno blizu, če se spomnite, sem tudi lani izdelala astrološke rokovnike. Je pa res, da takrat nisem imela sama drugega znanja kot to, kar sem se sama naučila. Nekako en del mene se čuti zelo povezano z astrologijo in letos sem se odločila, da si izpolnim to željo in se vpisala na študij astrologije. Zdaj za mano so 3 ure in jaz imam tak respekt do ljudi, ki obvladajo astrologijo, ki znajo astrologijo, ker to je toliko veliko. Eno so znaki, podznaki, ascendenti, pa so tukaj še hiše, modusi, elementi, skratka tega je toliko, vam bom kar pokazala. Modul 1, ker sem pač prvi letnik, lekcija 3, tole je samo predavanje od 1 ure in pol, ima 25 strani, ja, 25 strani in glede na to, da sta še 2 te lekciji že za mano, imam zdaj že gradiva za 75 strani, samo po 3 teh učnih urah. Ja, evo, to sem začela, tlele odložila zdaj po Maldivih. Vmes sem dala dol tudi aparat za zobke, mislim, da sem snemala kar nekaj YouTube filmčkov, ko sem imela aparat gor, zdaj so lepi, zdaj so ravni. Vmes se je ogromno dogajalo tudi na Instagramu, jaz upam, da mi tam sledite, da vsem tiste, ki ste samo tukaj na YouTubu, niste mislili, da sem kar zginila, da se je kaj zgodilo, da ste me poiskali, ker na Instagramu sem bila pa res zelo aktivna, imela sem razne kampanje, pa svoje slike, s tem, da Instagram se je zdaj v bistvu ful spremenil in sem to svojo kreativno žilico, željo po ustvarjanju videov lahko iznesla tudi tam, zato ker je zdaj Instagram all about reels, takšnih, drugačnih, zabavnih, da te kar šokira in rečeš, kako si pa to naredil, in sem se mogla v bistvu tam tudi naučiti, nisem mogla, če je to v bistvu nekak tvoja služba, če je to nekaj, v čemer bi rad bil dober, potem greš v koraku s časom. Pa opisala sem se tudi na fitness, zdaj hodva osebno trenerstvo, ker po 30. letu se začnejo stvari nabirati. Po 30. letu, ja, še to se mi je zgodilo, dopolnila sem 30 let. Sama v bistvu ne morem verjeti, ker z YouTubom sem jaz v bistvu začela, ko sem bila stara 24 ali 25 in 30 let definitivno je ena prelomnica. Na nek način sem se kar malo bala skočiti v 30, ampak v bistvu je ful dober. Če ne še bolj, si neodvisen, si samostojen, predvsem bolj izkušen in znaš reči stvari ne, oziroma se še vedno učiš. Sem imela tudi eno veliko žurko, kjer sem povabila vse svoje najbližje prijatelje, družino. Tudi takrat sem snemala, ampak v bistvu ta filmček nikoli ni prišel gor. Vmes sem bila tudi, kako se že reče, v Milanu na Fashion Weeku. Tudi takrat sem vlogala, ampak sem rekla, ne morem zdaj kar od enkrat 2 meseca me ni, pa vam pol dan vlog, pa pol spet me ni, skratka. Mogoče je bil en del, da nisem snemala tudi ta, zato ker jaz imam rada tako stvari
da imajo neki red, da teče, a ne? In pol, če gre neki, če nisem pripravljena, če ni to tako nekako v nekem zaporedju, pa se mi kar zdi, da je vse nekaj na pol, a ne? In lahko bi kdaj vmes prišla, se mogoče bila to moja napaka, ker bi pač imela en blok in pol nekaj časa ne, sem pa kar vse ustavila in pa me kar ni bilo. In pa ste me spraševali, Eva, kje si, a se bo še vrnila? Skratka, razlog je v meni, ker imam včasih rada res na nek način nadzor in pol, če je vse malo tukaj, malo tam, pol se meni podre sistem in očitno sploh ne funkcioniram dobro v kaosu. Predvsem, zdaj pa pridemo na željo, a ne, kakšna je želja za naprej. YouTube je bil moj začetek, moj prvi, ki ga ne bom nikoli pozabila in, kakor sem rekla, z YouTubeom nikoli nisem želela nehati. In dobro se čutim je, da to, kar delam, da je prav. In če gledam za naprej, sploh nimam nekih drugačnih načrtov, kakor prej, kar sem delala. Še vedno si želim delati make-up videe za vas, modne videe za vas, travel videe in preprosto, kar delam, kar je moje življenje, a ne? In če ti je bilo to všeč, v bistvu sem mislila s tem tudi nadaljevati, mogoče uvesti tudi kakšno rubriko, kar se tiče astrologije, ker to vsem zdaj je en moj del lifea in me zanima in mislim, da tudi vas zanima glede na astrološki rokovnik, za katerega ste dali ful dobre feedbacke. Tako da to bi bilo to za začetek, pogrešala sem vas, ful se veselim ustvarjanja videa za naprej, ne bom obljubila, koliko jih bo. Rada bi, da veste, da me to veseli, da si želim snemati za vas in predvsem, da se imamo dobro, da vam lahko svetujem, da vam lahko pomagam, da konec koncev dam tudi to svojo kreativno žilico ven in tako mogoče pomagam z bilo kakšnim nasvetom ven. Tako da, to je to za začetek, evo en tak comeback po tej kratki pauzi. Če imaš kakršnokoli željo ali vprašanje, mogoče Q&A da naredim, karkoli, zapiš mi spodaj v komentar. Se bom potrudila, da take pauze več ne bo, da bo filmčkov več, da tudi če bo največji kaos, da bo kamerica z mano in da bom pač v tistem kaosu posnela. Samo to pomeni potem, da ne bo perfektno, s čimer jaz imam težavo, ampak mogoče pa to tudi najbolj zanimivo, a ne? In se moram tega tudi jaz malo naučiti, da tudi, ko je vse tako, je v redu, ker live itak ni perfekt, je pa glih to eno ravnovesje. Enkrat si tukaj, enkrat si dol, ampak konec koncev vsi smo si podobni, a ne? Saj noben ima vse perfekt, vedno je tak mal kaos, ker to je live in to konec koncev live dela lepega. Tako da ne bom predolga, na sumu imam, da bo kmalu prišla tudi Nataša. Vesela sem, da sem nazaj. Hvala, če si vzela čas in pogledala tale video. Se veselim nadaljevanja in se gledamo v naslednjem videu. Poljubčki in čau, čau!